Čau! A smo se že spoznali, še ne? Ne. No, okay. Jaz sem Katja. Živjo, jaz Živjo. sem Lili. Kje pa je tvoj dragi? Moj te dragi je skrila? pa tamle. Ne. Živjo. Mizo pa čaka. Evo, prišla je Lili. Ko sem zagledala Lili, sem bila res presrečna, ker se mi je zelo zdela znana in ko je povedala, da se ukvarja z numerologijo, sem bila še bolj srečna, ker mene to res ful zanima. Ja, Oba da imate prijetno. take velike učke. Od Firca. Mislim, da Okej, ne sploh kaj lahko pričakujem, še nikoli nisem kaj takega v življenju imel. Debes? Spoznati, čast spoznati, ne. Ja, hvala. Numerologija ni zdaj hokus pokus, pa ni moja intuicija, pa ni to, kar jaz mislim, pa mogoče projiciram, ampak pravzaprav je veda podobno, kot je bila tudi astrologija, tarot, džotiš in vse te stvari, ki so bile tekom zgodovine veliko bolj cenjene kot morda danes. Numerologija pa ni šloganje, tako da če me boste vprašali, koliko otrok boste imeli, to ne Pa glih vem. to me je zanimalo. Glih to sem imela prvo vprašanje, koliko otrok bom imela. Jaz sem na numerologiji ne vem nič. Dejansko pošteno povedano. Ker mi je ful zanimivo pri vama. Oba sta ful močne osebnosti, oba imata ful dobesedno zdravilne energije v sebi. Tako da, ko gledam vajin odnos, po eni strani lahko se razvije tako, da en drugemu ful pomagata, ful bolj zrelostno izpolnjujoč, zrel odrasel odnos furata. Ali je pa glih tisti majhen milimeter vmes, ki včasih ne klapa, ki pa pol sproži cel plaz mogoče čustev ali pa nekih, ne bom rekla nesoglasij, ampak izzivov. Dejansko imamo kar nekaj skupnih lastnosti, no, v resnici, ne. Veliko stvari ona bremza pri sebi, po mojem, tudi. Zdaj, kakšen ima ona za to razlog, ne vem, ampak mislim, po zdaj tej zadnji ceremoniji mogoče tudi malo bolj tudi ona ve, zakaj. Vsako število ima neke izzive, pa neke prednosti. Tako zato pravim, vajin odnos gre lahko ful dobro v pozitivo, lahko pa oba pa čez nekih, bom rekla, slabših izkušenj postavita pač neko obrambo. Zdaj, life je pitek neka srednja pot. Tako je. Res je, ja. In nek ogromen odtenkov sivine. Tako da pač tukaj pač probati en drugega razumeti iz tistih slabih izkušenj iz prej, pa en drugemu nuditi to varnost. Se pravi, če ti rabiš varnost v odnosu, enako nuditi njemu varnost v odnosu, če ti rabiš čustvenost in mehkobo v odnosu, isto njej nuditi. Mi je bilo pa res to tako zanimivo poslušati, ker je rekla, da v bistvu sva zelo dobra, zelo močna, da bi bila recimo skupaj, ampak je očitno lahko potem neka ta samo majčkana stvar, ki naju bo pa potem tako rekoč narazen dala. In se mi zdi, da sva midva glih to majčkano napakco izkoristila oziroma ujela in zato imava evo tak odnos, kakršen je, no. Ti si ful izoblikovana v tisto, kar ti verjameš, ful si inovativna, ful imaš kreative, kar pomeni tudi, da včasih stvari zelo močno doživljaš. Ja, res je. Če zdaj Moram verjeti, ja. Res je. Če zdaj govorimo o tistih odnosih, ki so pogosti, pa mogoče ne globoki, to so lahko sošolke, sodelavci, sosedje, se pravi, ki jih velikokrat srečuješ, ni pa nujno, da greste zdaj v neke globine. Si ful dobra družba, ful odprta, ful inovativna, ful duhovita, ko govorimo pa o partnerstvu, se pa ful spremeniš, rabiš pa ful več potrditve, kot mogoče, če bi šli zdaj midve ven na kavo, pa se mogoče ne bi več videli. Od tega, kar mi je povedala, mi je bilo najbolj zanimivo to, da me je res opisala tako čist direkt v nulo. Se pravi, po eni strani nisi nekdo, ki bi se kar nekaj zapletal, pa ker stvari ne bi resno jemal, po drugi strani lahko počasih potem tudi obrambo zaradi tega dvigneš, ker je čist logično. Zdaj, težko bi jaz zdaj rekel tekom tega eksperimenta, koliko je ona to zadela, pa koliko ni, ker dejstvo je, da jaz nje odprej ne poznam, ne. Tako da težko sodim o tem. Če Katja pravi, da je to vse res, ne, jaz pač lahko rečem, da tekom tega eksperimenta mogoče te stvari nisem glih z njene strani zaznal. Tako kot je ona duhovita, pa taka vesela, pa zna tudi po mizi usekati, pa bi termostat, tako znaš biti včasih mogoče čustvena. Se pravi, vsi smo pač za zaprtimi vrati drugačni. In tle ta devetka je tista, ki prinaša sočutje, ki prinaša tudi te izzive ljudi, ki sva jih prej omenjala, ki mogoče tega ne razumejo ali pa ki to želijo izkoristiti. Se pravi, imaš energijo nekoga, zelo velike energije, zelo veliko sočutja, ker je velikokrat idealna tarča za narcise. To, kar je povedala ta gospa danes, o meni me je presunilo, zato ker dejansko je imela prav. Jaz vse gledam skozi srce, vse gre pri meni skozi srce, vse, kar čutim v srcu, tako se obnašam vsak dan.
Meni je to drugače zelo všeč pri Maticu oziroma pač nasploh pri ljudeh. Je pa vedno tako, da si rečem, ne biti preveč dober, ker marsikjer lahko to zelo hitro izkoristi in na koncu ti potem trpiš. No. Ja, veš, on gre po feelingu, a ne, ti moraš imeti pa napisano, jaz grem res 8 po zjutraj ob feelingu, 9, tok žlic moke in tako naprej. Vse imam napisano. On pa malo švrkne s pogledom, pa pač ja, tle Tako. sta si različna, kar je ful dobro v bistvu. Po eni strani, zdaj tako bom rekla, yin yang je po eni strani super, ker tam, kjer mogoče ti rabiš preveč točno definiranega, a ne, jutri ob 6 zjutraj, a ne? Ja. Ko mogoče včasih ni tako pomembno, je bolj pomembno, da stvari Tako. doživimo, a ne? Se pravi, tukaj on tebe malo mehča, da tako rečem, tam, kjer pa mogoče tebe sem čustva odnesel, ker smo vsi taki, ko smo čustveni, a ne, pa potem ta njena štirka tista, ki slejka prej reče, ok, zdaj pa dajmo realno pogledati, tank. Tako da ta kombinacija je ful dobra, kar ne pomeni, da se včasih ne gremo potem s takimi ljudmi tudi zelo na živce. Jaz bi mu svetovala v prvi vrsti zaupati vsak samemu sebi, pa potem en drugemu. Imate kombinacijo nekoga, ki pač eden zelo občuti stvari, drugi rabi pa zelo razumsko doživljati stvari. In to dvoje včasih zelo težko združljivo. Se pravi, predvsem pomembno razumeti mehanizme eden drugega, ker ste si včasih res kot yin yang, kot črna in bela. Ti mislim, nasprotja se privlačijo, zato ker se dopolnjujejo, ne? Ampak včasih pač pa tudi prinašajo svoje izzive. Ja, res je. Ja.